Lanskoletni podprvaki nogometaši Maribora so doma pričakali Koper, ki je lani bil boj za obstanek in se na koncu vendarle rešil, tokrat pa so najbolje štartali Mariborčani, že v drugi minuti je bil sam pred vrati, a ni najbolje odreagiral in priložnost za vijoličaste je izplavala po vodi. 3. minuta in gol za Maribor, zadel je Bajde, ki pa je bil v nedovoljenem položaju. Gol je bil razveljavljen, Maribor je štartal izjemno odločno in napadalno, a tokrat gol ni veljal. Koper se je otresel pritiska Maribora in tudi sam prišel do svojih priložnosti, tekla je 29. minuta in streljal je Valencia, odlična obramba Handanovića, ki je tokrat rešil vijoličasta vrata. Do konca prvega polčasa še dve obetavni situaciji. Najprej je bil pred vrati Kopra Šuler, po kotu je streljal izjemno nevarno in obramba gostujočega vratarja. Potem pa še priložnost za Koprčane, Belima je šel sam proti vratom, to je bila izjemna priložnost za Kanarčke, žoga pa na koncu šla mimo vrat in zadetka v prvem polčasu ni bilo. V drugem delu pa je izjemno štartala koprska ekipa, to je bila izjemno lepa priložnost za gostje, na golovi črti so rešili domači nogometaši, poskušal je Muslimović, Vrhovec pa je bil na golovi črti najspretnejši in žogo uspel odbiti stran. Maribor je odgovoril na drugi strani, preigraval je Dino Hotić in izjemno našel Milivoja Novakovića, ki pa je iz izjemno ugodnega položaja zgrešil in zapravil še eno izjemno lepo mariborsko priložnost. Kot naslednji je poskušal še kapetan moštva Marcos Tavares in streljal daleč, nekoliko zgrešil. Vrata Vasje Simčiča ostala je pri začetnem rezultatu, potem pa še priložnost za Vršiča, ki je bil sam pred vrati, lepo je podal Salalik, ampak Datković je rešil celotno situacijo in žogo uspel odbiti. Ni še bilo konec akcij in priložnosti globoko v sodniškem podaljšku, tekla je že 94. minuta, sam pred vrati Dare Vršič, lepo žogo je dobil od Mitje Vilenja in Dare Vršič je zadel za prednost Maribora 1:0. Tekel je torej sodniški podaljšek, zadnja minuta, Maribor se je rešil in na koncu vendarle kronal premoč v drugem polčasu in zabil za prednost 1:0, ki je prinesla nove 3 točke. Tako je, mi smo danes popolnoma zasluženo zmagali. To pomeni, če res je padel gol v tako rekoč izteku tekme, vendar smo skozi tekmo naredili veliko tega, igrali dobro, napadali, imeli zicer v prvi minuti, ga imeli potem v drugem polčasu, napadali, se mučili v tem smislu, da smo poskušali na vsak način prebiti zid in videlo se je, da verjamemo mi, da verjamejo naši navijači, imeli smo podporo in mislim, da popolnoma zasluženo zmagali. Lahko rečem, da je bilo to nezaslužena zmaga Maribora. Mi smo jih omejili na 2 ali 3 priložnosti, ob tem smo imeli tudi sami 2 ali 3 situacije, ko bi lahko dali gol. Svojim fantom bi čestital, pokazali so karakter in dobro tekmo so odigrali. Zmanjkalo nam je nekaj športne sreče Mariboru. Čestitam, ampak mislim, da so zmagali nezasluženo in vzeli vse 3 točke. Menim, da bi bil remi najpravičnejši, rezultatsko za nas to ni najboljši začetek, ampak glede na igro lahko rečem, da sem izjemno zadovoljen s prikazanim in se že veselim naslednjih tekem.